Nažalost, ko pride do te bolezni rak, se ljudje zelo ustrašijo. Nekako vržejo puško v koruzo. Kako lahko sprejmeš, ko ti zdravnik reče, da imaš še 30 dni? Ne, tega nisem sprejela, ker jaz bom živela. Kaj vidiš pri ljudeh, ki te obiščajo v studiu Invita? Kaj? Vsakemu nekaj leži. Je pa res to, da se ljudje ne znajo tega odpustiti. Kaj pa zdravniki so ti bili v oporo? V Ljubljani sem spoznala tudi doktor, sem jim neizmerno hvaležna. Tisti dan, ko sem bila še 2 dni klinično mrtva, je ona potem ob meni. A tudi to se je zgodilo? Ja, ona je vedela, da je oče umrl tisti dan, ko sem prišla jaz na zdravljenje. Kaj je zate definicija poguma? Definicija poguma. Da stisneš zobe, vstaneš in greš naprej. Kljub temu, da imaš razsuta kolena ali da imaš trne pred sabo, boš že našel pot, da boš prišel do konca. To je pogum. Si imela kdaj čas pogovoriti z očetom? Ne. Zato hodiš zdaj na pokopališče se pogovarjata? Ja. Današnja zgodba ni preprosta, ampak je resnična in navdihujoča. Je zgodba o osebi, ki je prebolela raka in to ne samo enkrat, ampak 2-krat. Marsikdo ob tem obnemi, ona pa je našla pot skozi bolečino, skozi operacije, skozi strah, v iskanju poguma in življenja. Živeti sebe. Tako pravi Urška Gregorič, ki je v moji družbi. Dober dan. Dober dan. In lepo pozdravljena. Pozdravljena. Z Urško sva že klepetali in zato se bova tikali, ker se poznava. Urška navdihuje ljudi, ki jo poznajo. Tudi v studiu Invita, ki si ga Urška ustanovila potem, ko si se, a lahko rečeva, ponovno rodila? Dvignila s pepela. Rečva tako. Ni bil namen ustanoviti sploh Invita studija, ampak sledi, ki so, recimo za katero, ne sledi, sledi, ki je pustilo to okrevanje na meni, naprave, s katerimi sem si pomagala. Sem začela pomagati najprej prijateljcem, ki sem jih seveda takrat spoznala tudi v tem hudem boju ali tej kalvariji, če čemu tako reči. In na njih je delovalo. In ideja je prišla potem, pa zakaj ne, pa dejmo tako, pa dejmo to. In stvar se razvija, stvar rase, širi in z namenom pomoč ljudem. Pomoč takim, kakor sem bila jaz, ko sem se znajdla v zelo hudi situaciji in nisem vedela, kako naprej. Pred diagnozo rak si bila druga oseba. Absolutno. Enako temperamentna. Res je. Ja, zvedava, enako, bom rekla, željna napredka in tudi zmag. Absolutno. Kakšno je bilo tvoje življenje pred diagnozo rak? Pestro, zanimivo. Vodila sem prepričanja, da se moram dokazovati, da moram slediti sistemu, da moram, puhna sem bila pričakovanj. Potem pa se je nekako življenje obrnilo na glavo in namesto, da bi mi vzelo, mi je dalo to spoznanje, da se dvignem, da imam to moč v sebi in zdaj sem nekdo drug. Zdaj sem še vedno taka Urška, kakor sem bila prej, absolutno, ker brez tistega karakterja in tiste moči, da je skrite moje, ali tistega vrva, ki ga ima človek v sebi, ne bi prišla do tega, kjer sem zdaj. Je pa res, da sem zdaj bolj tolerantna, bolj mirna, bolj razumevajoča. Tudi do sebe? Predvsem do sebe, ker najprej moraš na sebi stvari. Ti se moraš prilagoditi situaciji, v kateri se znajdeš. Ker zmeraj rečem, ne zmaga tisti, ki je najmočnejši, zmaga tisti, ki se zna prilagoditi v življenju. In rak, bolezen je taka stvar, katera zahteva prilagoditev. In v razmišljanju, in v prehrani, in vsemu. Se pravi, je pravzaprav rak popolnoma spremenil tvoj način življenja? Ja, v vseh pogledih. V vseh pogledih, tudi
delo, ki ga zdaj opravljam, nima veze z mojim predhodnimi službami, ki sem jih imela. Ne? Zdaj je stvar naravnana na nekaj, kar sem si mogoče zmeri želela in zdaj spoznavam to, kot dar. In to, da se da se pomagati in da se pomagati tudi sebi, ker če si ti zadovoljen, kad nekaj delaš, so tudi ljudje, ki prijejo k tebi, pa grejo s tebe. Si še vedno ljubiteljica hitrih in težkih motorjev? Ja. To ti je ostalo? Absolutno, to pa ne gre. Če diši po benzinu, je zmeraj vse dobro, se pravi, energija ostaja. Že tvoje otroštvo je bilo, Urška, drugačno. Ne moreva mimo tega. V bistvu si posvojen otrok. Drži. V Slovenijo sem prišla kot punčka stara leto in 8 mesecev. Nisem hodila, nisem govorila takrat, ker bi morala. Ampak bila sem zapuščena v bolnici kot 6-mesečna punčka, dojenček. Tam prebila hudo bolezen. In potem sta prišla ta 2 angelčka z Voharskega, ki sta me prišla še iskati. Tvoja nova oziroma tvoja starša? Ona 2 sta moja starša. Ni tlele dilem, ni tlele nobenih konfliktov v meni, glede tega, kdo je kdo ali pa kdo kaj predstavlja. Tudi biološko mamo sem dobila, sem jo šla iskat zaradi tega, ne zaradi tega, da bi se jaz žlehtala z njo, ampak da sem zaključila nek cikel iskanja. In da sem rekla, ok, v redu, zdaj pa vem, s kje izhajam, kakšne so moje korenike, lahko grem naprej. Si objela? Absolutno. Je bilo hudo? Zelo zanimivo. Zelo zanimivo, ker je padla v nezavest, kam je videla. Zelo je bilo čustveno napeto vse skupaj, ni bilo jasno, ker njej so povedali, da sem pač kot otrok umrla v bolnišnici, kamor me je pripeljala, zaradi tega, ker so me morali zaščititi. Ona se je meni seveda odpovedala. Odpovedala se je, da je s prstnim odtisom potrdila, da lahko me da v posvojitev. In to je bil konec njene zgodbe z mano. In potem se jaz pri 20 letih pojavim kar naenkrat na njenih vratih in se to zgodi. Ja, ženski seveda se malo scefra v glavi. No, meni se ni, ampak kaj? To je življenje, to je tako. Kako je bilo, ko si ti izvedela, da v bistvu tvoja starša z Vogrskega, če jim bova zdaj tako rekli, nista tvoja prava biološka starša? Resnično povedano se tega ne spomnim, zaradi tega, ker sem vzgojena bila s tem, da nisem njihova. Vedela sem od vsega začetka, ne vem, kako so mi oni to predstavili. Ampak ni bilo neke drame okrog tega. Ne? Ona 2 sta bila moja mama in tata, sicer tato več nekaj premenil, ampak ni drugih. Meni mi ni bilo težko zaradi tega, nisem čutila neko težino, ne, zaradi tega, ker sem jaz posvojena. Ne, kje pa. Jaz sem imela, denarno smo bili preskrbljeni, oblečena sem bila vedno lepo, nič mi ni nikoli manjkalo. Imela si toplino, imela si ljubezen, imela si otroštvo. Kar se tega tiče, je bilo malo, rekla, ne toliko ljubeznivo, ampak zaradi tega, ker ona 2 sta oba sta letnik 1933 rojena, to so le 2 generacije, sem pa 1980 rojena, ne? So le 2 generacije, ki je bilo včasih težko, ampak vseeno, prenesla sta mi dobro vzgojo, da sem se izobrazila, da sem postala človek, kar sem zdaj. In zato sem jim jaz neizmerno hvaležna. Ni mej tlele za to, da bom jaz rekla, ja ne, bom pa nekaj selekcionirana, rekla, aha ne, ona 2 pa ne morata biti moja starša, zaradi tega, ker, ne vem, mi nista dala malo ljubezni. Saj nista mogoče znala, jaz rečem temu tako. Ker, če pomislite, to so vojni otroci, ne, med prvo in drugo vojno rojeni, takrat ljubezen ni bila nekje na meniju, ne, nekega družinskega življenja. Mogoče v srcu ja, ampak ni se znala izkazati. In jaz sem to čutila, njihovo ljubezen na drugačen način. In še zdaj se imamo radi. Seveda, jaz sem odraščala, jaz sem bila izredno radikalen in izredno uporniški tip otroka. Zelo.
Ampak kljub temu, jaz sem tle, jaz nisem huliganka, nisem nekdo, ki zbiva, nisem nekdo, ki želi škoditi. Imam kulturo, svoje načela, vrednote, ki sta mi jih starša prenesla, da sem zdaj tle, ki sem. Tako da vsem tistim staršem, to moram poudariti, jaz bom rekla hvala, ki ste, zdaj mi gre malo na jok, ampak brez njih življenja ne bi bila sposobna drugih, a ne? In to je to. Pet naprej. Solze znajo biti na nek način očiščujoče, prinašajo svobodo. In lahkoto. Lažje srce, lažje dušo. Nič ni slaba v tem, če se ljudje tudi zjočamo, jaz pravim. Tudi, kadar recimo se znajdemo v težki situaciji, ko nas kaj prizadene, ne? Takrat je potrebno, jaz pravim, spustiti. Spustiti, da se pač stvar zgodi, da gre to ven in da misli pridejo potem, da dobijo lepe misli, čiste misli, dobijo svoje mesto. Si velikokrat jokala, ko so ti diagnosticirali raka? V prvo ob raku dojke, ob tem, ko sem zvedla. Koliko si bila stara? 39. Pri 42, ko sem konc 42, ko sem zvedla za levkemijo, takrat sem pa mislila, ko v glavo razbijala, pa brez zamere. Ker sem je zdela tako nepošteno. Mislim, zakaj pa mi je zdaj to? Mislim, zakaj? In spraševala sem se različne stvari. Sem odgovora seveda nisem dobila, ne? Sem dobila pa drugo, ne? Sem dobila pa res to spoznanje in možnost odpuščanja. Da odpustiš za vse, kar ti je bilo slaba narejeno, ali pa da vse, kar si slaba tudi ti naredil, vse nismo božji volki, ne? Nimamo te aureole nad glavo, da bi nam, recimo, svetla nedolžnost. Tako da je neke vrste očiščenje, je. In solze, in travme. Kakor predhodna stvar. Se pravi, si se spraševala, zakaj ravno ti, zakaj rak, zakaj dvakrat? Absolutno. Kot pravim, odgovora ni, ker ljudje, zbolimo zaradi najrazličnejših stvari, zaradi odnosov, ki jih imamo lahko, zaradi genetike, zaradi načina življenja, zaradi, kaj se prvoščimo, ne? Zaradi mogoče okolja, v katerem živimo, da mogoče kakšno sevanje prisotno, zaradi hrane, ki si jo prvoščimo vsak dan na krožniku, način, ki ga jemo, način, na kateri se prehranjujemo. In kup stvari je vplivalo tudi na mojo bolezen, absolutno. Ampak treba je sprejeti in se spremeniti, prilagoditi. Ampak kako lahko sprejmeš, ko ti zdravnik reče, da imaš še 30 dni življenja? Ne, tega nisem sprejela. Ne, tega pa nisem sprejela, zaradi tega, ker jaz bom živela. Jaz bom živela in to je bil moj fokus. Vsi pravijo, ja, pomembna je pot, ne cilj. Ne, cilj je bil ozdraveti in cilj je bil zelo pomemben, izredno pomemben, tudi pot, ampak pot je bila krvarja, prvo in v drugo. In stvar je taka, da stisneš zobe, rečeš, morem, ker druge opcije nimam in grem naprej. Jaz sem vizualizirala, ko sem ležala v posteli, kaj se bo zgodilo. Jaz sem vizualizirala to, da sem bila na morju, da sem že bila na Bori, kam si želim iti. Še nisem šla, ampak je se starna bi. Počasi vse v življenju, za vse pride čas. In čas je minil. Telo je naredilo svoje, je odreagiralo na zdravila, ki jih je prejelo in jaz sem hvaležna za vse to. Zaupala si vse skozi uradni medicini, absolutno. Ampak iskala si še way out, se pravi poti, ki bi te lahko še, bom rekla, hitreje pripeljale do in sploh do ozdravitve. Res je, brskala sem po najrazličnejših kanalih, poteh, naslanjala sem se na naturopatijo, na razne bioresonančne metode, bioenergetike, prehranska dopolnila in na to sem prišla do tega moja frekvenčnega generatorja, ki je začel delati
bo nekaj dobesedno čudeže na meni. In tam sem pa rekla, tle se pa da. Se pravi, dejmo. Ne. In to je bil pač moj začetek. Ampak so bili verjetno trenutki, ko si ležala nemočna, ko si se smilila sama sebi, nikoli. Ne, nimaš kaj se smiliti, ni časa za smiljenje. Zakaj bi se usmilila Ti sama si se sebi? tako odločila, da boš ozdravela. Absolutno, to je bil moj cilj. Ko sem prej, ni drugih poti bilo. Ni obstajala možnost, mogoče bom čez pol leta pa ozdravela. Ne, jaz čez pol leta bom zdrava. Jaz čez pol leta sem zdrava. Konc pika amen, gremo naprej. Zdaj je bolje bila na poti, na vrsti regeneracija telesa. No, recimo včeraj, že ko smo pri tem, kliče onkologinja moja, hematologinja z Ljubljane in mi reče, sem vas pozabila poklicati zaradi tega, ker hitri ACTH test je bil pa odličen, je reka, vi ste popolnoma zdrava, je reka, ne rabite nobenih podpornih terapij, ne nič. Tako da kortizona, nič več, nič. Moje telo je popolnoma čisto zdravo. Gremo naprej. Kaj pomeni, rekla si, da te je na nek način osvobodil tudi tale ionizator? Kaj to pomeni? To je pravzaprav terapija, ki jo danes ponujaš in omogočaš onkološkim bolnikom, ki te obiščejo, pa tudi ostalim, ki želijo preventivo. Tako. Osnova so paraziti, prečiščevanje telesa, toksinov. Praviš, da so toksini tisti, ki nas zapackajo. Zastrupljajo? Zastrupljajo, zapackajo telo in posledično tam nekje rata neko vnetje v telesu, ne? In kjer vnetje je pol prilično dobra priložnost, bo nekaj za to, da se tam neka bolezen pa hujša zgodi. Ne? Se pravi, da lahko delujemo preventivno? Absolutno. Absolutno. Vsi pregledi, ki jaz to zmeraj ponavljam, vsi pregledi, tudi zdravi, ki pridejo, vsi pregledi, ki so se stojim, pejte, ne odlašati, bom šla pa čez 2 leti. Ne. Takoj. Če kaj začutite, da zboli, pokličite zdravnika, se je zato tam. Vse to je njegovo delo. Vsi rečejo, sej bom že, sej bo šlo mimo, sej bo boljš. Ne bo nič boljš. Kadar se enkrat začne, to je kot verižna reakcija domine. Ena pade in gre. Tako je. Urška, kako zelo drugače danes živiš, kot si pred boleznijo? Dosti bolj zdravo. Kaj to pomeni? Da je moj vsakdanjik čisto zdrav, bom rekla. Zjutraj vstanem okrog 5, že zaradi živali, ki jih imam, zajtrkujem, grem na sprehod, potem je služba na vrsti, pol je mama na vrsti, pol je pa kosilo na vrsti. Tako čez dan jaz imam red, organizirana sem, zvečer sem spat okoli 9:30, 10, vsak dan. Dobro so izjeme, če kam se kakšenkrat zgodi, ampak to je tako poredko, da niti nas drži. Oziroma se mi zdi to, bo reka, zakaj bi? Se ne potrebujem, se lahko imam čez dan tudi fajn in nekam grem, da stvari vidim. Se sem, lahko uporabim besedo žurala, že v mladih letih, zadost sem se nažurala, dost mi je bilo, dost sem divjala. Se pravi, živiš bolj umirjeno življenje? Absolutno. In to mi zdaj odgovarja, jaz čutim mir v sebi, jaz po noči spim, ne rabim tablet za stav, ne rabim nobenih heleksov, nobenih nič. Ker to ne sprejemam, niti ne toleriram, toleriram, ajde, če kdo pač posega po temu, ne moreš vplivati na to, ampak jaz sama za sebe tega ne potrebujem. V preteklosti si kadila, danes nič več? Ne, res je, ker tudi tega ne potrebujem. Zakaj bi zastrupljala svoje telo, če to ni potrebno? Ampak glej, bolezen te je pripeljala do tega razmišljanja. Res je. Nisi vedno tako razmišljala. Ne, zakaj absolutno. bi zastrupljala svoje telo? Se pravi, kaj je bilo? A se nam mora res zgoditi nekaj, bom rekla, težkega, nek opomnik, nek trigger, da se potem streznimo? Kaj meniš? Ja, vsak čuti po svoje. To je vsak posameznik, ima svoj pogled na te stvari. Pri meni je bilo to tako, ko si spovedala. Ja. Pri meni je moglo sprožiti se kardinalno vse skupaj sesut in da sem mogla zlagati stvari spet na kup.
spet postavljati dom in spet mozaik začeti sestavljati življenjski, ki je tokrat popolno drugačen. Je res, da spijem še 2 kozarca, 3 kozarca vina. To mi je reka tudi neke vrste hedonizem za mene. Užitek spoznavanja recimo vinskih kleti, ker sem bila pač svoj čas direktorica vinoteke v Brdih in to mi je ostalo. In predvsem verjetno ta notranji mir, biti pomirjen sam s sabo je tisto, kar si dosegla in morda prej nisi imela. Res je. Res preha nisem imela. Prej ko sem rekla, sem iskala potrditve, polna sem bila pričakovanj, kaj se bo zgodilo. Če bom naredila to, pa to in bo v redu potem. Ne, zaradi tega, ker pride vedno do nečesa, ker te nekako zmaja, pot, oziroma ti lahko prideš pred križišče in zbereš napačno pot in potem napačno odločitev zbereš, se pravi. In vse skupaj se začne podirati potem. In zato zdaj pravim, raj razmislim 2krat, raj sem sigurna, ne da sem pa razpostala ziharaš, ampak da so stvari, bom rekla, ne pod kontrolo, ma da vem, kaj delam. Vseeno spuščam stvari, ne oklepam se, da bi zdaj krčevito nekaj rekla, to pa morem. Ni res, ker če se ima za zgoditi, se bo zgodilo tako ali tako. Recimo, deva vzeti knjigo Alkimist, ne? In meni je bila zelo zanimiva, meni je ta knjiga tako, bom rekla, sem jo brala med boleznijo dvigana, zato ker nisem to neko potovanje, iskanje samega sebe v končni fazi. In če ti pomisliš, da on je rekel, paste si, kaj si želite, ker univerzum se zaloti, da se bo to zdaj zgodilo. Zato je bil moj cilj strikten, neomajen. Ni bilo drugih poti, ko sem rekla. Jaz sem videla luč na koncu tunela in sem prišla ven. Kakšno Urško si iskala, glede na to, da si tudi brala o tem iskanju samega sebe? Urško, ki je bolj ženska. Urško, ki je bolj strpna in razumevajoča. To, kar sem vse dobila zdaj. To, kar je dejansko ratalo iz mene. Pa misliš, da je vse to iskanje že pred boleznijo vplivalo, prispevalo k raku na prsih in kasneje k levkemiji? Je bilo znotraj tebe veliko bojev, ki so morda tudi prispevali čustev neizživetih, bom rekla, absolutno. Stvari? Zelo dosti jih je bilo. In mislim, da so prav, to je bil tudi eden od vzrokov, ko sem rekla prej, večjih je bilo, ampak točno to, ta pričakovanja, ki jih imamo, neizražena čustva ali pa neizražene situacije, želje, prevare, ki jih doživimo v življenju, vse to vpliva na naše, bom rekla, celice v telesu. Če si mi predstavljamo, da smo sestavljeni iz astralnega dela, z duše, glave, srca, in ko to se nekako združiš, razumeš, kako stvari delujejo. Zunanji svet te prizadane, tvoje srce, ki ima magnetno polje bolj močno kot možgani, sprejme situacijo, na njo se odzove. Možganom pošlje informacijo, kaj se je zgodilo. Informacija je lahko pozitivna ali pa negativna. In na tisto možgani pošljajo celicam v telesu, kaj se dogaja. Sprožijo žalost, potrtost, jezo, srd, ali pa veselje, srečo, ljubezen, harmonijo. To je ta balans, kaj je potrebno nekje dobiti. Samo problem, jaz bom rekla zdaj tako še to. Nažalost, ko pride do te bolezni rak, se ljudje zelo ustrašijo in nekako vržejo puško v koruzo. Res je, da se ne zmeri v resniči, zato ker imajo premalo časa. Ker delo na sebi ni lih potovanje, bom rekla, od danes do jutri. To se ne zgodi čez noč, ne zgodi se v enem tednu. Rabiš čas, da stvari dojameš. Jaz sem imela sicer ta čas 6 mesecev, ko sem ležala na UKC v Ljubljani, dobesedno zaprta v sobi na zdravljenju. Jaz sem imela tam ogromno časa za razmišljati o sebi in o svojih preteklih napakah, lahko rečem, ali odločitvah, ki sem jih sprejemala. Zdaj kakršnakoli so bile te.
takrat sem spoznala, kakšna čem biti, ko bom prišla ven iz tega, ne če bom prišla, ko bom prišla in kaj bom začela delati, kako bom začela delati na sebi. Meni cilj je bil priti iz bolnice in začeti regeneracijo telesa na popolnoma drugačen način, kot sem to naredila v prvem raku. In to sem naredila. In je delovalo. Ampak strah je bil prisoten. Strah je vedno prisoten. Sicer zdaj ga je, nekaj tako vedno manjka je. Zato, ker tudi sama na sebi vidim, da izbiram, da sem zbrala prav način. Ne počutim se utrujena, ne počutim se jezna, ne počutim se žalostna. Zdaj bom nekaj povedala, ker sem nekaj prebrala. Prebrala sem od dr. Janeza Držnovška en lep post. Je bil na Facebooku zdaj pred dnevi. In on nagovarja v zadnjem pismu, kako je treba zbirati dobro energijo, dobre ljudi, skrbeti zase, skrbeti za okolico, ki te ima rada, skrbeti za živali, skrbeti za to, da oddajaš dobro, ker dobro se z dobrim vrača. Vse tisto, kar ti pa slabo prihaja, odstraniti. In to si jaz tudi zdaj bolj radikalno delam, kot sem delala pred časom. Se nekaj zgodi, mi nekaj rečeš. Jaz že razumem, kaj je v tistem stavku, ali v tistem pogledu, ali v tistem stisku roke. Ker toliko sem jaz ta, bo neka intuicija razvila, da te stvari razumem zdaj. Prej jih nisem. Prej sem bila zaslepljena. Ampak okej, hvala. Prišla sem do tega, da zdaj to vidim, da razlikujem ljudi. In od tistih, ki vem, da mi želijo škoditi, ali pa da mi ne štima, jaz se umaknem. Zakaj rabim jaz dokazovati se njim, ali oni meni, da ne mislijo tako, kakor so pač povedali? Meriti moči. Ne rabimo tega. Nismo tlele v gladiatorskih vojnah, v areni, da smo zdaj, ne vem, naslajali kruha in iger, zaradi tega, ker imamo neko občinstvo pred vrati. Nimamo nikogar. To je naše življenje. To je tisto, kar mi živimo. Dajmo si dopustiti mir v duši. To jaz pravim. In poskrbeti za to, da si skalmiran. Zaradi tega, ker imaš to, je pol vse lažje. Pride kakšno poleno pod noga. Pride, mrskej. Je pa reakcija drugačna. Ampak nima vsak do teh kapacitet, da bi ločil zrnje od plev, kot temu rečemo. Ja, kaj povem. Zdaj to je tako neko poveličevanje, kaj jaz ne želim videti kot taha, ampak veš, ljudje so dosti odvisno od vzgoje, prejšnji teden si na tem gostila psihiatrinjo, a ne? No, ženska je lepo povedala, ne, da dosti za razvoj otroka, za odraslega posameznika vpliva dosti stvari v življenju. Vzgoja doma je kardinalnega pomena. Potem se seveda tudi otrok razvija kot tem, ko gre v službo, dobi v šolo, vrtec, dobi svoje kompanjone, svojo družbo. In na tak način, recimo, se formira potem osebnost človeka. Zdaj, če ta otrok v tem svojem performansu razvije to sposobnost, o kateri zdaj govoriva, ja, ima možnost, vsa možnost ima, da pride z tega. Če pa ne, nažalost, obstajajo tudi taki, Kaj lahko rečeva, jim ni dano? Jim ni dano, no pa ne jim bo. Ne dano. Ampak ti si poiskala tudi osebnega terapeuta za to, da te je vodil skozi ta drugačen način razmišljanja, pokazal pot in jasnejšo sliko, kakšna Urška pravzaprav v resnici je. Se pravi, tista srčika tebe, ki je bila prekrita z raznim balastom, ki ti očitno v življenju ni koristil, pač pa lahko rečeva celo škodil. Ja, to je bil Robert Bric. Jaz sem mu tudi njemu neizmerno hvaležna. Vse bazira in temelji tudi na naši podzavesti, kot odrasli, ker smo, a ne? Kaj to pomeni? Ta naša podzavest je zelo ena taka hecna stvar. Ona ne dojema, recimo, sedanjosti kot take, če se ti nekaj zgodi. Ampak podzavest reagira, kakor nek otrok ali nek odrasel, ko se mu je določena travma nekoč zgodila.
A ne? Recimo, gremo na tržnico, ne, pa tam bomo hteli kupiti jajca, pa nam slučajno žena, ki nam je obljubila jajca, ta zadnja, jih nima, ne, in ti seveda znoriš in jo zmerjaš. Kaj se je zgodilo, pa se s tem, kdo je bil to, ki je to odreagiral? Je bil odrasel človek, ki jo je nahrulil in pa nazmerjal, da branjal, zakaj pa nimaš jajc. Ali je bil to otrok, ki je odreagiral na hrt način, ki je bil doma tako vajen. In tle pridemo do tega, ko rečemo, da se spremeni mojo podzavest. Se pravi, če jaz spremenim in znam uravnati svojo podzavest, bom znala peljati tudi moje življenje na drugačen način. Če bo moja podzavest mene ubogala, ne sebe, bojo stvari drugačne. Se pravi, jaz moram moje travme najprej čistiti, moja otroška Sizifova dela, da je rečemo, ne tako, ampak je tako svobojočo to, da je neprecenljivo. Si skozi ta proces kdaj čutila veliko zamero do koga? Do staršev, do biološke mame, do partnerja? Ne. Sigurno ne. Doživela si eno hudo prevaro. Praviš, da te je na nek način to dobesedno sezulo in tudi zelo bolelo. Ja, ampak vse stvari se zgodijo, ko jaz pravim, z razlogom, zato da stvari znaš kasneje drugače sprejemati, drugače oceniti. Jaz pravim, ker žihar bi preštela 1000 ton riža zrno po zrno, kakor da bi ti za človeka takrat spoznala. Pa to bi trajalo lep čas, če bi jaz tono riža štela. Ampak te je nekaj naučil ta dogodek? Kaj me naučil? Samo spoštovanja. Tega, da sem vredna več, da na take stvari pa jaz napadam. Da to ni vredno. Jaz sem vredna. Jaz sem pač tista, jim uporablja besedo kraljica, ki je prišla iz greznice, v kateri se je znašla. Zato, ker mi tista greznica, kakor jo Robert Britz tudi poimenuje, ni bila več za mene dosti dobra. Čeprav mi je bilo tam toplo, mi je bilo lepo, udobno mi je bilo. Zato, ker sem bila jaz navajena živeti, ne? To ti je bilo poznano, ne? To mi je bilo poznano. To je vsem poznano. To lahko pa zdaj res damo vse v to radi ostajamo na terenu, ki ga poznamo. Tako. Ne? Zato jaz pravim, sem ziharaš za določene stvari, da poznam, ampak stvari, ki spustiš, se zgodijo na bolj spontan način, bolj mehek način, bolj prijeten način. In kar naenkrat iz teme rata svetloba. In to je fantastično za mene. Se pravi, da tvoj nasvet vsem, ki so z nami, je predvsem to, da ko se nam zgodijo neke prelomnice v življenju, neke hude stvari, neki triggeri, če rečem tako, je dobro, da čim prej izstopimo iz tega krča, ki nas ovije, da pustimo telesu, duši, srcu zadihati. Ja, ampak situacijo moraš resiti, ne? Ne pomest pod preprogo in reči, se to bo minilo. Ne bo minilo, ker to bo pač res, kakor tale bumerang. Ne ti vržeš samo pol čez, ne vem, čez 6 mesecev ali pa čez 1 leto nekje preleti, nek pa te fajn kresne po glavi nazaj. Ja, ne, hvala. Se pravi, je potrebno soočiti se s problemom, ki se ti nastane. Kaj lahko zdaj naredim, da čim prej rešim in da se izognem tej hrdi situaciji, ki bi lahko na meni pustila hude posledice. To je aktivna vloga in v procesu zdravljenja, aktivna vloga v soočanju s življenjem in s situacijami, ki se nam predstavijo. To je to. Ampak, Urška, ljudje nimajo moči, ko jim povedo, da imajo to hudo bolezen. Ja, Kje jo poiskati? V podzavesti. Prepričati celice, da to ni tako hudo. Spet smo pri podzavesti, spet smo tam, ker ti prepričaš svoje telo, svojo podzavest, da stvar je obvladljiva, da stvar je rešljiva. To je huda prekušnja, ampak šla bo mimo. To je pristop, ki ga mora imeti vsak človek. Jaz sem bila 2-krat na tem
Da si se skoraj da poslovila z tega sveta, bova kar tako rekli. Ja, ampak sem še zmeraj tle. In moj princip je bil točno ta, postopek je bil ta. Insisti, rezisti, persisti, conquisti. To je moč, je ustrajnost, je neomajnost in je zmaga. Ampak si že po karakterju tak tip človeka, se pravi, ti je karakter pri tem tudi pomagal? Domači? Ne, domači niso jih take sorte. Mama je učiteljica bila v osnovni šoli razredna, tata je bil pa na MIP-u, tako da nista nek, bom rekla, no, oče je bil zelo vehamenten, zelo smo imeli te boje, so bili zelo zanimivi. In boji za moč, za nadvlado. Ego? Ego, da. Jaz sem na začetku, dokler sem bila mlada, sem mu zelo kontrirala, zelo nisem ga poslušala. Sem da kaj boš ti meni razlagal, da kaj pust me, razumeš, že tako pač mi je hudo, že tako pač imam nek svoj proces, ki ni tako, bom rekla, vsakdani. In sem si želela več, bom rekla, podpore, to ja, ampak sem dobila mogoče spet skozi temo neke druge odgovore, ki so me pripeljali do tega, da sem zdaj to, kar sem. Okay. Zato, jaz sem se njemu dobesedno dokazovala. Ne? Ja, pa sem ratala predsednica kulturno-turističnega društva na Voharskem, ker sem bila 10 let, zato ker tudi on je bil predsednik tega društva pred mano v letih, ne vem, 80-70. Igrala sem klarinet, zaradi tega, ker me je on naučil igrati klarinet. Bila si na vodilnih položajih, ker je on bil na vodilnih položajih. Točno tako. Jaz sem z njim tekmovala. No, ko je prišlo pa do tega, da sem prinesla 2 magisterija domov, ne, je rekel, kaj ti je bilo pa to treba. Ker tam je vedel, da tam pa on proti meni ne more nič. In ko sem enkrat imela en članek kot predsednica društva v občinskem glasilu, sem se od spodaj podpisala magistra Urška Gregorič. Je rekel, zakaj moraš pisati, da si magistra? Zato, ker sem se za to trudila, sem si mislila. Ampak to te je prizadelo. Zelo, zelo. Ampak me dala tudi ono moč, da je hudo, ampak ni tako hudo, da me to pobilo. To mi nič ne more. Dodatno moč, da si šla naprej. Da sem tudi na neki, bom rekla, pravi poti. Škodila nisem, sebi sem dokazovala določene stvari, očetu tudi. Pa misliš, da te je to dokazovanje na nek način tudi stalo zdravja? Ja, definitivno. Definitivno, tukaj sem se žrla. Sem se žrla za tem, kako bo on razmišljal, ali me bo končno sprejel moje početje, moje videnje. Ne? In ja, vse je šlo. Na koncu je bilo lepo. Ampak, ko si zbolela, kakšna podpora je bila doma? Tudi od partnerja? Lepa, od staršev je bila čudovita. In, so vreli skupaj s tabo? Ne, moram povedati pošteno. Zato sem se jaz zaprla zelo v sebe. Mama je rekla, sej bo. Tato je bilo zelo težko. Ni te omogoče pred mano pokazati te bolečine, ki jo nosil v sebi. In čeprav sem si želela pogovora, sem to nekako poslalomirala na drugačen moj način. Spet se z nekim avtosugestijo, z avtopogovorom, s podporo prijateljska sem jih imela takrat ob sebi. In še sem tle. Še zmeraj sem tle. Kdo ti je bil v času bolezni največja opora? Jaz sama. Noben drugi. In to je pri vsakemu tako. In to se mora vsak zavedati. Je lepo, da si ljubljen, da ti nekdo skuha, da ti nekdo pomaga oprati ali pospraviti ali posesati po hiši. Hvala Bogu. Sem brez, ko se reče, brez mene ni vas, ni tebe. Ne? Torej, sam si. Kaj pa zdravniki so ti bili v oporo? Ja. V Ljubljani sem spoznala tudi dr. Renerjevo pa Samota, Zvira, doktorja.
Jaz kot srčnih ljudi, kot sta ona dva, nisem še res srečala dolčno okrog. In sem jim neizmerno hvaležna, sploh Renarjevi, ki je, tisti dan, ko sem bila jaz še 2 dni klinično mrtva, je ona potem ob meni. A tudi to se je zgodilo? Ja. Je ona ob meni stala in se z mano pogovarjala, zato da sem te težke stvari ven dala. Ker ona je vedela, da je oče umrl tisti dan, ko sem prišla jaz na zdravljenje. Se pravi, istočasno, kot si ti šla na zdravljenje, takrat drugega raka, si izgubila očeta. Ja, je bilo hudo, je bilo zelo hudo. In sem si tudi takrat dopovedovala, da ne smem jokati, da si ne smem dovoliti tega, pa tudi nisem. Ko sem prišla domov, je pa z mene tako zlilo, da grozno mi je bilo, ko sem prišla v stanovanje v hišo in je mama že imela sliko njega in jaz sem mogla iti iz sobe, ker nisem mogla, pa tudi na žehan nisem šla pol še en mesec časa, ko sem bila že doma. Nisem morala. Zdaj pa hodim konstantno, imava pogovore mi dva. Ampak to so nečloveški napori. A se ti zdi? Ja, v redu, pa so. Jaz sem rekla, nič ni nečloveško, če se da preživeti. Vse obstajajo ljudje, ki imajo še hujše zgodbe, kot sem jaz. Obstajajo. Sam jih je po mojem strah, še zmeraj. In to se konstantno stvar se nekako ponavlja, kar ni v redu. Ni v redu za njih, ni v redu za družino, v kateri so oni. Si imela kdaj čas pogovoriti takole iskreno, kot govoriš danes v podcastu z očetom? Ne. Zato hodiš zdaj na pokopališče se pogovarjata? Ja. Pa tudi, če nimam odgovore imam. Ker me vodi, jaz čutim nekako, da me on pelje. Koliko stvari sem začela, to je zanimivo. Jaz uporabljam njegove besede. Vozim zdaj na njegov način sicer, avto, ki mi ga je on pustil. Ker sicer jaz ta avta ne vozila, ker to je za mene preveliko, ampak je praktično in zdaj je tako v redu. Recimo mama, ki mi kakšno stvar reče, mama zelo slovensko pravilno govori še vedno. Jaz in tata sva to vklapaj po domače, ne? Ja, prav tako. In ona kakaj reče tako, da me če prepričati, jaz rečem, ti boš mene pravila. Tako je on rekel. In to mi zdaj tako bom rekla, mi je zelo zanimivo, ker prihajajo te njegove fraze, ki so za mene take, prijetne, tudi lepo, ko se spomnim na njega, mi je toplo pri srcu, ni mi težko. In imela sva čas, da sva si povedala, da se imava rada, imela sva čas, da sva razčistila te konflikte in boje, ki sva imela, sva popustila oba. Zato pravim, da je bil en kratek čas lepo potem na koncu in sva se imela res lepo. Nisva se pomreka pa tako pogovarjala o teh kardinalnih življenjskih temah, zaradi tega, ker sem jaz bolj spodbujala, da ne razmišlja o tem, da bo mora iti. Ne. In se je pač tako odločil, ker spravim, ker se enkrat človek odloči, da ne bo več živel, tako tudi telo začne propravljati. Celice zberejo drugo pot, ki se konča že na žalost smrtjo. Urška, praviš, da ti je na poti okrevanja pomagala tudi vizualizacija. Marsikdo ne verjame, čeprav vemo, da športniki to tehniko uporabljajo in si pomagajo pri doseganju boljših ali odličnih rezultatov, da je to nekaj, kar je znanstveno dokazano, da je to nekaj, kar bi lahko počeli vsi mi. Ti to še počneš in na kakšen način? Daj, povej nam kaj več. Tomor sem imela možnost, da sem poslušala tudi glasbo, da sem imela pa slušalke. In jaz sem si glasbo, imela sem svojo playlisto, ki je trajala približno 1,5 ure. To ni bila sem glasba, ki je mene pomerjala, ampak me je zdravila. Zdravila me je na tak način, da jaz sem se poglobila v tone, v akorde in sem šla sem
fizično na kraj, v katerem sem se jaz počutila dobro, kjer mi je sonce sijalo, čutila sem toplino na koži. Se pravi, si se postavila v mislih tja. Ja, tako je. Šla sem na Bora, ko sem prej govorila. Bila sem v mreži, ki me je zibala, sonce je peklo, slišala sem morje. Se pravi, pomembni so občutki, pomembni so zvoki, pomembno je to, kaj vidiš, to je ta celota. Tako, za mene je bilo to. Za mene je bil cilj ta. Si predstavljala sebe zdravo, veselo, sproščeno? Tako, lepo v kopalkah, bikinkah, s Timbo in Zelo tam na straži, dobro ne rečem čivave, ka niso, ne, ka ne korso. To sta kuška, ne? Ja, to sta moja dva kljuška velika. Tako da... In to se je zgodilo. No, nisem šla lih na Bora, šla sem na Vis tisto leto, ko sem prišla domov, ker to je bila moja želja tudi. Okay. In najela sem hiško na Visu, 3 tedne smo bili dol in meni je bilo to prerojenje. Yes. Je bilo zanimivo, ker bi smo v enem takem zalivu, kjer je bilo potrebno 15 minut nositi prtljago. Si te predstavljam. Ne, se nisem dosti nosila, ker nisem morala, ampak prvi dan sem glih prišla nazaj, ne, po tisti hribu. Aha, je bilo še hitro po Jaz sem aprila prišla iz bolnice 19. septembra, smo šli pa na Vis. Nisem še bila itak v redu, tako da je bilo zelo naporno, ampak jaz sem se začela potapljati spet dol na Visu, hoditi. Zadnji dan, ko smo šli, sem šla 3-krat gor in dol, tako da je začelo počasi, pa z jogo, pa raztegranje, pa dihalne vaje. Dobro, dihalne vaje, so mi zelo blizu, prav zaradi tega, ker sem klarinet igrala in tam je prepona tista, ki govori vse skupaj, oziroma dela vse skupaj. Ampak pomagajo, ne? Predihati telo je tudi na nek način zdravilo. Zelo zdravilno, ker vsi dihamo, ne vsi, jaz nas diham, s pljuči. Dihamo sem. Mi njih treba dihati v trebuh, zaradi tega, ker ti predihaš organe, vse skupaj se tudi pljuča potem predihajo. In to je to. Urška, kaj si pravzaprav želiš, da vsi, ki so z nami danes, odnesejo od te tvoje zgodbe, iz tega dela tvojega življenja? Moje sporočilo, kakšno bi bilo za danes, da je potrebno vztrajati, da se lahko dvignemo z pepela, da ni teme, katere ne moramo prehoditi, da bi prišli spet v svetlobo. Da ne obstaja človek, ki bi nas lahko premahal z močjo ali z mislimi. Vse je v nas. Mi se moramo prepričati, mi zbiramo, vse lahko zberemo. Bomo šli skozi, bomo zbrali lepe misli, bomo zbrali hrde misli in spet se vračam k Drnovšku, ne, je rekel, dajte se obdati z ljudmi, ki so pozitivni, ki dobro razmišljajo, ki so dobri po srcu. S takimi ljudmi boste lahko uspeli, s takimi ljudmi boste prišli do konca tunela. Se je tvoj krog prijateljev zamenjal? Zelo spremenil, zelo zamenjal. Česa danes ne toleriraš več pri ljudeh? Laži, manipulacija, ignorance, sebičnosti. Če bi morala zavrteti film nazaj in nekaj reči Urški, ko je prvič slišala za diagnozo takrat rak na prsih, bi rekla kaj? Draga moja, to bo šlo tako hitro mimo, da noš niti vedela, da je bilo. Sam pol pa popazi na sebe. To bi se rekla. Poskrbi, da boš se zložila, da boš pravilno jedla, ker rečejo, ne, hrana ni pomembna. Hrana je pomembna. Pomembno je cel skupek vsega, da se boš toliko hibala, da boš naredila za sebe nekaj. Da ne boš čakala, da bojo zdravniki nekaj naredili za tebe. Zdravniki so že naredili. Zdravniki so ti dali zdravila, da si lahko prišla do tega, kar si. Zdaj pa se spravi k sebi. Poišči na spletu, poišči pri prijateljih,
Vprašaj ljudi, vsak ti bo pomagal. Če prosiš za pomoč, če pomisliš to, ne? Če prosiš človeka za pomoč, vsak je pripravljen pomagati. Če pa ti prijaš in dariš po mizi in rečeš, dej, kaj lahko mi narediš to in to. Ne bo. Ali lahko prosim mi pomagaš, ker rabim pomoč. So sliši drugače, ne? Absolutno. In ti danes pomagaš mnogim. Res je. In Vita Studio pomeni ponovno zaživeti, ostati živ. Tako, ostati živ. Ja, moj cilj je prav ta pomoč, da ljudje zaživijo nazaj. Da se dvignejo, da se jim misli spremenijo in da vidijo, da se da. Jaz jim dam orodje, jih očistim, smo rekli prej, toksinov, bakterij, vsega tega, frekvenčna terapija tudi naredi svoje, zdaj po novem imam tudi za bioresonanco tako blazino in na nogah pogledam refleksno, kaj se dogaja. To je nova pridobitev. Izobrazila si se na univerzi? Na Stanfordu sem delala, ampak nutricionistiko. Okay. Ja, to je bilo online šolanje, trajalo eno leto. Do stvari sem se naučila, zelo kritična sem postala na etikete, na živilih. Ne samo na živilih, ampak tudi na probiotikih, ki zdaj nudim tudi v Vita Studio. Vsi so klinično testirani in vsak ima svoj zakaj. Ni to, moram reči, da se stvari akavalkano, ko se reče, da se eni na drugi, da so, ne, da se stvari ponavljajo, no tako, ampak so specifične recimo za aminokisline, specifične za vodik in magnezij, specifične za kalij, ki ga potrebujemo za oporo srcu, polifenoli in tako naprej. Vsak dan slišiš številne težke zgodbe. Jih neseš s sabo domov? Ne smem. Ker to te takne, to te zaboli. Pomagam, ja, ampak vsak ima svojo pot, vsaka zgodba je edinstvena in individualna. Ni moja. Jaz imam svojo. Jaz moram za sebe poskrbeti. Pomagam pa drugim. To pa ne pomeni, da jaz razmišljam o nekom, ki ima zdaj, ne vem, raka na grlu, ali nekom, ki je prestal pankreas. Tega je ogromno. To pomeni, da bi jaz mogla mentalno človeku kaj, vsak mu posvetiti 10 minut na dan, to ne gre. Pol časa za drugo, za sebe nimam. Se pravi, si zdaj v življenju prva ti? Absolutno. In potem vse ostalo. In spet vsi ostali. In spet ti. Tako je pol dolgo cajta ni nobenega, ampak prej spet jaz. Ne, to je, ni ravno tako, ampak primarno ja. Prvo sem jaz, primarno sem sama in potem je pomoč drugim. Oziroma živalim tudi. Praviš, da si se naučila brati na stopalih oziroma refleksoterapija je tvoja nova pridobitev, ampak praviš tudi, da se ti je izostril čut oziroma na nek način prebereš tudi človeka kot takega, že ko mu stisneš roko. Res je. Povej kaj več. Človek da energijo od sebe takoj. No, zdaj bom nekaj izhajala z moja magisterija iz komunikologije, kjer smo izvedli, da človek porabi, ima 90 sekund, oziroma da ustvarimo si prvo mnenje. Stik, ja. Eni pravijo celo 7 sekund. Ja? Prve 3 sekunde so pa odločilne. No, kad stisneš roko, kad ti se ne smeješ, sporočiš z očmi, kdo si, stiskom roke, daš svojo energijo in takrat se razplete vse. Lahko si nerazpoložen, ampak takrat nekaj poveš, ti daš svoj podpis s tem. In jaz to začutim. Videti, ali se človek nekdo pristno smeje, ker jaz se lahko smejem. Ali smejem, kot maska, ne? Se smejem? Sem se smejem, tudi zdaj, ne? Ma se smejem z očkami. Je velika razlika. Ali pa pogled, kam gre, ko razmišljaš, ko iščeš odgovore. Se jaz tudi, recimo, ko iščem odgovore, mi beha pogled. Pač taka sem. In je zanimivo vse to.
Pa si kar direktna, ne, pri dajanju informacij. Ne rada zavijam v celofan ničesar, zato ker mislim, da je to balast. Ljudje radi vejo, po mojem, kaj je resnica. Vsaj jaz, če bi jih nekomu prišla, jaz bi rada vedela, kaj se z mano dogaja v resnici. Ne, da mi nekdo reče, ja, s tabo je vse v redu. Ko pa v resnici vidim, da ni. In to je to. Z tega jaz izhajam potem. Se ljudem danes premalo svetijo oči? Kaj ugotavljaš? Ljudje imajo potlačena čustva. Oči se izkrijo in ne malo komu. Resnično dosti ljudem. Ampak ko prija čas, da bi ta človek reagiral in nekaj resnično naredil za sebe, takrat se pa ustavi. Takrat se zgodi, kakor da se bi znajdli pred nekim zidom in rekli, ok, jaz pa če jaz ne grem, zato ker ali ne znam plezati, ali ni štrika, ali ne vem, pa imajo sobo puhno nekih pripomočkov, s katerimi si bi lahko recimo pomagali, da bi čez prišli. Sami si postavljamo omejitve. Jaz pravim, ok, imamo 2 hreba, ne iščemo zdaj razdora, kaj je vmes, zgradimo pot vmes, da bomo prišli na drugo stran. Niso ovira, naredimo mostova, povežmo stvari. Prej si rekla, da marsikoga učiš o prehrani, o dodajanju raznih, bom rekla, vitaminov, če temu rečeva tako, o toksinih, ki nas zastrupljajo, o pomenu gibanja, o pomenu spanja. Pravzaprav o tem lahko beremo dnevno, pa se nas vseeno ne dotakne. Zakaj? Zato, ker nismo pripravljeni narediti spet nič na sebi. Zaradi tega, ker smo vpeti v življenje, ki so služba, otroci, prijateljce, obveznosti druge, ki so. In tam se človek zgubi. Pozabi na vse to. Ker reče, se bom jutri. In jutri bo rekel, se bom jutri. Ne bom danes. Zakaj pa ne? A se zavedaš, kaj lahko recimo zgodi se, da ti to flaško zdaj, oziroma to čaj pustimo tlele, pa bomo videli, kaj rata z njim čez en teden. Bo vas mufa stratal najbrž, ne? Tako se zgodi z problemi. Se pravi, nam življenje povzi skozi prste? Preveč hitimo, preveč drvimo? Ne znamo se ustaviti. Jaz to vidim. In se posvetiti temu, kar dejansko hočemo. Samo izgovore iščemo. Vsi smo prezasedeni, vsi smo v gužvi, vsi smo, ne vem, morem tja. Ja, res je, da moreš. Samo ne pozabi na sebe pol. Vsaj en čas si vzemi zase. Pa se ni treba 24 ur na dan leteti. Ker spremenu časa ne boš, ker tako je, toliko imamo na razpolago, ne? In kaj je zate definicija poguma? Definicija poguma. Da stisneš zobe, vstaneš in greš naprej. Kljub temu, da imaš razsuta kolena ali da imaš trne pred sabo, boš že našel pot, da boš prišel do konca. To je pogum. Za mene pogum ni moč, pogum je zmožnost, da se ti lahko prilagodiš stvari, da lahko spelješ. Na kaj v svojem življenju nisi ponosna? Na odločitve, ki sem jih sprejemala pred boleznijo. Ker so bila napačne, zavožene in posledično so mi prinesle, kar so prinesle. Pa ne samo v sklopu zdravja, ne? Tudi v sklopu prijateljstva, tudi v sklopu služb. Ne? Nikoli nisem bila zadovoljna s tem, kar sem delala. Nikdar. Zato, ker nisi poslušala sebe? Zato, ker nisem delala tega, kar bi želela delati. Ker mi je bilo težko zjutraj vstati, ne vem, na hitro, pa kamarkoli, pa tudi 2 lokala, ki sem imela v Stari Gorici. Meni je bilo težko iti dol. Na živce mi je šlo. In si to počela? Ja, zaradi tega, ker je preživetje potrebno. Račune potrebno plačati. Pa sem pa rekla, ok, kaj pa zdaj lahko narediš, da to spremeniš? Imaš kakšno možnost? Ker sem videla, da je stvar
z zdravljenjem na meni uspela, sem videla prijateljice, vsaka je nekaj rekla. Ok, pa dajmo pa to. Prvo je bil Stanford na vrsti, je prišla diplomca lepo, sem vse stvari pošlihtala, naprej. To, da imam tudi jaz, da bom rekla eno strokovno podlago informacije, ki jih dajem. Ne, da se neka vsako kliče, jaz nisem bila nikoli taka, jaz sem res zmeraj rada imela red in stvari, da so jasne, da vemo, pri čem smo. Ne, da greš kot nekomu, ki je šarlatan, ali se, ne vem, okliče, da je zdravilc in tam red kvasi svoje, ne vem, zelišča, pa karkoli je. Vsem spoštovanjem. Išče svoj prostor pod soncem, če rečeva tako. In jaz sem pa zdaj, potem razmislila, kaj bi dejansko lahko pomagalo ljudem, ker celoten sklop, in sem prišla do hrane, in do tega, da zdaj razumem, kaj jaz podplati, oziroma kaj se tam dogaja v telesu. Res čutiš na podplatu, če je nekaj, kar ni v ravnovesju? Ja, vidim. Čutiš bulce, otiščaji ratejo, pa rečejo ljudje, ja, to mi je zaradi tega, ker sem imel čevlje taka in taka. Ne, to je deficit nečesa, to je pač nekaj pomankanja in te na tak način telo opozarja, da tam se nekaj dogaja. Ne? In to lahko vidimo že veliko prej, kot se dejansko sproži huda bolezen. Kot občutimo nekaj na telesu. Tako. In takrat se da rešiti enostavno, ni večjih komplikacij. Če pa pustiš, pa si 4 leta plavaš med zdravniki pa raznimi koktelji, citostatski, kar sem jaz, ne. Se nisem poslušala. Moramo povedati, ne, da si v času zdravljenja ostala zvesta uradni medicini, to sva že sicer rekli. Obenem pa si nenehno iskala različne poti, dodatne, in te je eno plus drugo pripeljalo na tvojo pot. Danes lahko govorimo o zdravitve. Kako se počutiš, ko rečeš zdrava sem? Hvaležna. Zato, da mi ni bilo vzeto, ko sem rekla, in mi je bilo dano. Zato, da sem skozi to temo, katero sem jo prehodila, dobila svetlobo, in jo zdaj lahko, recimo, ponudim tistim, ki še iščejo svojo pot. To je zdaj meni neka ta hvaležnost, ki je neizmerna, in zavedam se tega. To je najbolj pomembno. Kaj vidiš pri ljudeh, ki te obiščajo v studiu Invita? Kaj jim leži na duši? Ja, vsakemu nekaj leži, vsak pač preide neke hude situacije, ki so bile prisotne kot posledica njihovih odločitev, ker sem jaz pač imela svoje, so tudi oni imeli svoje. Je pa res to, da se ljudje ne znajo tega losati, oziroma ne znajo tega odpustiti potem. Ne? In reči, to moram zdaj rešiti, ko sem rekla prej, ne pomest pod preprogo, ker to ni rešitev, to je posponiranje stvari. Ne? Spravi, jaz bom potem, ne boš potem zdaj. Čim prej? Čim prej, kakor se da. Zato, ker na tak način boš potem dobil rezultate. Če ne jih ne bo, oziroma se boš ti zavrtel spet v tistem krogu in boš prišel spet na punkt, kjer si bil na začetku. Zakaj misliš, da se je tebi rak ponovil? Ja, to je tako malo zanimivo vprašanje, ker v izvidih piše, da je to posledica primarnega zdravljenja. Se pravi, preveč je bilo vsega tudi. Preveč je bilo teh koktajlov, si obsevan, bioloških. In je moj imunski sistem, oziroma moj limfni sistem, bom zdaj jaz malo povedala o tem še, ker vsi govorijo, vsi sprašujejo, kako ima slab imunski sistem. Imunski sistem ni nič drugega kot limfni sistem. Ker če ima jaz limfni sistem slab, imam tudi vranico slabo, ne? Moja kri je slaba, zaradi tega, ker vranica proizvaja kri. In če ni pretoka, če ni nič, in se ti kri scuri, rata to, kar se je zgodilo meni. Konec pripovedi. In šele začetek tistega pravega, kar te v življenju čaka. Upam, da dobim kartico z Bore. Ja, ne, sem šla pa bom. Res bom šla. Jaz si želim, zdaj je bil Vis na vrsti, naslednja pa Bora. Ja, kaj te je življenje naučilo?
Mimo tega vprašanja ne morem, vsakemu gostu ga zastavim. Da se vse da rešiti, če si miren, spoštljiv, seveda tudi spoštovan. To moram poudariti. Ampak spoštovan si toliko, kolikor se spoštuješ sam, lahko tako rečeva? Lahko rečeva, ampak hudobneži, škodoželjneži, to bom rekla, obstajajo vedno in povsod, je tako? Ne glede na to, koliko si ti dober in koliko si ti spoštljiv in koliko si ti, bom rekla, prilagodljiv za situacijo. Obstajajo ljudje, ki ti bojo škodili, že zaradi zavidanja. Nekaj bojo našli. Nekaj se najde. In takih, bom rekla tako, kaj bi se zgodilo, če bi se jaz obračala za vsakim pesem, ki laja name? In to vprašala. Kaj bi se zgodilo? Kam bi prišla? Nikamor. Pa ne lajajo. In če bi se tela, bom rekla, roditi kot kar nekdo, ki je všeč vsem, jaz pravim, bi se rodila lahko Nutella, ko vsi jo imamo radi. Ampak nisem, jaz sem Urška. Taka sem. Saj so ljudje, ki me sprejemajo, so ljudje, ki me ne. In mimo tega se ne moreš iti. In naučila sem se to. Jaz sem taka, kakor sem. Vem, da bojo prihajali ljudje, ki me ne bojo radi imeli, ampak vem, da sem obdana z ljudmi, ki me imajo radi. In to za mene najbolj šteje. In predvsem imaš po novem rada sama sebe. Absolutno. Ma ni to po novem, to je že lep čas. Spoštuj sama sebe in drugi te bojo spoštovali. Ker ja, si reka ti, obstaja res ta krog ljudi, ki te ne spusti, ki te začuti enkrat, ki se začutiš, se spodnaš in vidiš tudi v temi. Morda za konec, čisto zares za konec, katero misel lekcijo bi dala svetu, preden rečem nasvidenje? Ja, jaz bom zaključila to tako in bom uporabila stavek doktorja Ihana, ki pravi in gre tako. Čas je, da si povemo, če si sploh lahko kaj povemo, in da si damo, če si lahko kaj damo. Čas je in kmalu bomo ostali tudi brez njega. Urška Gregorič, hvala za tvoj čas. Hvala vam. Če ste zdržali do konca z nama, hvala. Ugotavljamo, da rak ni le bolezen, sploh ni neozdravljiva bolezen, ampak je lahko novo upanje, novo življenje. In Urška, hvala, ker si svojo osebno zgodbo delila z nami. Solze. Spet. Zato, ker si zmagovalka, zato, ker si pravzaprav skozi svojo zgodbo naučila vse nas veliko. Upam, da tudi vse, ki so danes z nami. Jaz tudi upam, da sem prenesla to so solze sreče. Vsakič, ko se spomnim, da lahko res da nekoga dvignem, ko govorim o temu, da nekoga dvignem, se mi zdi to, tudi to mi je uspelo, se pravi, še je čas. Pogumno naprej, Urška, hvala res. Hvala lepa, čas srečno. Mi je bilo gostiti te in vse dobro na tvoji poti. Srečno tudi tebi. Hvala vam, ker ste bili z nami in ja, ne pozabite, naročite se na YouTube kanal Radia Robin. Veseli bomo vaše podpore. Mahava, Urška. Hvala. Hvala tebi.